elegantno rešitvijo, kot je bila speljana na ta način. Zdaj, večina jih pa vidi in zdaj ta večina bi rada pa povedala, da ne bo izenačila obeh spolov, ker rasa homo sapiens na planetu Zemlja ima moške in ženske. To je ključno za razvoj moralne razsodnosti, spolne identitete, spolne želje, tabuja in cesta. Če se Oedipov kompleks ne razreši v primarni družini, bodo prišli ven iz te primarne družine istospolne, mentalno zmoteni otroci, bojo sami sebi rekli, smo čudaki. Glejte, dve izpovedi v Sloveniji sta znani. Ena je Oskar Lopez, druga je pa Heather Berwick. Glejte, ta dva posvojenca sta lepo povedala, da sta lagala celo življenje in nista hotela prizadeti dveh mam. Ampak na koncu sta rekla, midva sva čudaka. Jaz sploh ne morem živeti, ker sem čist drugačen kot vsi ostali. In po tem zakonu bo tak posvojenec tožil državo. Če se mamica znajde po svoje, ne moš mamice tožiti. Če pa država sprejme tak zakon, ki ga namerava sprejeti, mimo referenduma, bojo pa posvojenci tožili državo. Nejra Mikić toži ta zakon, ta sedanji družinski zakonik, zato ker je bila prikrajšana za mamico. Veste, na Evropskem sodišču toži slovensko državo. Veste, kaj posvojencev bo tožil slovensko državo, ker tak bo ta zakon sprejema. Mislim, da je društvo psihologov prejšnji teden dalo izjavo, da se otroci, ki odraščajo v istospolnih družinah, ne razlikujejo od rok, ki odraščajo v raznospolnih družinah. To so lažirane izjave, to so lažirane. Tudi Ljubica Marjanović Umek je izsilila te podpise. Polovico psihoterapeutov bomo povedali, da ni res. To je vse dokumentirano, da to ni res. Gospod Ribičič, ste želeli oglasiti? Dve replike. Ena je na